Lep pozdrav! Lansko leto se je delegacija iz Novega mesta odpravila na čezmejno doživetje na morje v hrvaško Crikvenico, letos pa so dolenjsko prestolnico obiskali naši sosedje. Zavod Situla in Crikveniška turistična skupnost tako gradita most med preteklostjo in sedanjostjo, med ljudmi, kulturami in okusi. Tudi tokrat je bil program sestavljen iz zgodovinskih, kulturnih in gastronomskih značilnosti obeh mest. Poanta je u stvari druženje, razmjena iskustava, upoznavanja tradicije nekoga drugoga kraja, u ovom slučaju nas iz Crikvenice, Novoga mesta i obrnuto Novoga mesta crikveničkih običaja. I ovo povezivanje sigurno ovako je počelo, a tko zna gdje će mu biti kraj. Ovo otvara neke nove mogućnosti suradnje i sigurno ćemo mi svi to skupa iskoristiti. Turisti, ki so v Crikvenici, večinoma potujejo čez Slovenijo. In je to ena dobra priložnost, da če se spromoviramo doli, da se kdo ostal na kosilu, gre v muzej, gre na Trško goro, na Deci Vinčka. Tako da smo potem pristopili do njih, oni so bili za in smo lani štartali, no, mi smo šli lani dole z našim programom, zdaj pa leto kasneje so se oni vrnili. Gostje z Hrvaške so lahko brezplačno obiskali tudi nekatere znamenitosti Novega mesta, kot so razgledna ploščad Kapitol in Dolenjski muzej, ali pa se s cviček mobilom zapeljali na Trško goro na degustacijo. Novo mesto je prekrasno, evo vrlo nam je drago što smo danas vaši gosti. Drago nam je da je i vama bilo lijepo kod nas u Crikvenici, evo stvarno smo se veselili doći i vama ovdje donijeti dašak mora i evo možda ovako prigodno i najaviti ljeto. Hkrati most pomeni tudi The Most, najboljše, kar lahko obiskovalcem ponudita obe regiji. Na eni strani Hrvaško Crikvenico, ki je z zelo razvitim turizmom, kjer je turizem v bistvu glavna dejavnost, in na drugi strani Novo mesto, ki ima velike turistične potencijale, pa jih je morda še potrebno razviti. Tovrstne povezovalne zgodbe so se že večkrat izkazale kot sila uspešne. Mednarodno sodelovanje je gotovo pomembno. Mi se trudimo, da ohranjamo stike tako s temi formalno pobratenimi mesti, kot tudi razvijamo stike z nekaterimi novimi, s katerimi pridemo v kontakt. Tokrat so se v mestnem jedru ves dan predstavljali lokalni proizvajalci, obiskovalci pa so lahko okušali tradicionalne dobrote ter vina lokalnih vinarjev iz obeh partnerskih mest. Dogajanje so dopolnili folklorni in glasbeni nastopi ter predstavitev običajev, ki ohranjajo bogato kulturno dediščino obeh krajev.